Pred leti je država s subvencijami spodbujala državljane, naj na strehe svojih hiš namestijo sončne elektrarne. Čista energija iz obnovljivih virov je postala mantra energetske politike. Potem pa se je strategija čez noč spremenila in sončne elektrarne so danes po mnenju ministra Mrzela največja napaka slovenske energetike. Fotovoltaika je zdaj dejansko skušajo prikazati kot nekakšnega dežurnega krivca za podražitve električne energije. Res je, da gre kar precej sredstev za podporo fotovoltaiki, ampak v tem času je postala fotovoltaika eden izmed najcenejših obnovljivih virov energije, zato ne razumemo tega odkrito povedano mačehovskega odnosa. Nova zakonodaja, predvsem zaradi povišanja pavšalnih obremenitev, kot so obvezno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, lastnikom malih sončnih elektrarn res ni najbolj naklonjena. S temi elektrarnami pod 8 ali pa pod 10 kW je nemogoče ustvariti pozitivno nulo. Nujno je izguba, že zaradi fiksnih stroškov. Fiksni stroški in pa predvsem davčne dajatve so tako visoki, da se pri moji elektrarni konkretno od 150 do 160 evrov letne izgube pojavlja brez amortizacije. Zdaj, če tega država ne zna zračunati, naj pripeljejo kogar kot hočejo. Vsakim bo to zračunal, ki malo pozna ekonomijo in pa tehniko. Kot da to ni dovolj, pa so pred kratkim upokojeni lastniki sončnih elektrarn od ZPIZ-a dobili obvestilo, da zato, ker opravljajo pridobitno dejavnost, niso upravičeni do izplačila pokojnin. Jaz v začetka niti nisem verjel, da je temu stvar resna. Ko pa sem dobil drugi poziv iz ZPIZ-a, sem pa zelo resno in sem se šel pogovoriti in isti dan, prav isti dan, sem se odjavil na Ajpesu in elektrarno ustavil. Zaradi tega, ker sončne elektrarne ustvarjajo mogoče letno par 100 evrov ali pa v najboljših primerih 1500 evrov prihodka, poudarjam prihodka, ne zaslužka, in zdaj grozi, da bodo za tega izgubili pokojnino, ker zdaj si razlagajo, da oni upravljajo dejavnost, pri kateri se lahko poškodujejo, skratka kot vsaka druga dejavnost in postanejo invalidi. Pri sončni elektrarni pa gre dejansko samo za neko naložbo, za investicijo. Edino delo lastnika je, da enkrat mesečno izstavi račun Brzenu. Kakšno je moje delo pri tem, da elektrarna obratuje? Nobeno. Glede, to je vse popolnoma avtomatsko. Jaz imam z elektrarno dela približno 10 do 15 minut na mesec. In to delo je samo za računalnikom. Stanje števca, ki mi ga SODO poda po elektronski pošti, prepišem enostavno v obrazec računa in ga pošljem kupcu in pa Brzenu. Nič druga. 15 minut dela na mesec. Za vlado je to zelo tvegano, tako da moram plačevati iz tega naslova 65 evrov mesečno. 774 evrov letno. Zakonska logika je jasna. Kdor opravlja dejavnost, mora biti zdravstveno zavarovan. Kdor je zdravstveno zavarovan, pa ni upravičen do pokojnine. Nihče pa noče razumeti, da lastniki sončnih elektrarn zdravstvenega zavarovanja sploh ne potrebujejo. Takrat, ko se je ta zakonodaja pisala, verjetno niti niso razmišljali o takih primerih. Ampak zdaj, ko se je v praksi pokazalo, da so takšni primeri, kjer se ta zakonodaja dejansko ne more logično in smiselno uporabiti, tudi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je že opozorilo na ta problem in je v energetskem zakonu pripravilo izjemo od tega, ampak je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve v medresorskem usklajevanju enostavno črtalo ta določila za izjemo in zato smo zdaj v taki za določene ljudi nerešljivi situaciji, ki bi bilo dejansko potrebno urediti. Če se enkrat ugotovi, da je zakonodaja nesmiselna in škodljiva, se pač zakonodaja spremeni, ne pa da se sklicuje, da je zakonodaja takšna in da je to. Zakonodaja pa ni le nesmiselna, temveč najverjetneje tudi neustavna. Zakon, to pa pomeni zlasti pokojninski invalidski zakon, ta novi ZPIZ-2, je šel glede tega v nemogočo skrajnost in je povzročil po moje tu zelo nepravične posledice. Tako da je tu v načelu po moje zakon dvomljive skladnosti z ustavo prav zato, ker določa odvzem celotne pokojnine. Treba je upoštevati, pokojnina je rezultat prispevkov in je torej tudi izraz lastninske pravice. Zakon bi moral imeti rešitev, po kateri bi določil, ta del pokojnine je izraz prispevkov, ki so bili vplačani in ta ti ostane, ostali del je pa zaradi mene lahko socialni prejemek in ta ti preneha,
če začneš opravljati dejavnost, pri čemer bi moral majčkeno bolj razumno definirati dejavnost. Ne, imeti sončno elektrarno, to po mojem si težko predstavljam kot dejavnost. Kljub temu pa lastnikom sončnih elektrarn grozi, da bodo morali neupravičeno izplačane pokojnine tudi vračati. Eden med njimi s 1300 evri mesečne pokojnine celo za 2 leti nazaj. Pri meni, če bom moral vrniti, bom to vrnil. Vendar tudi jaz državi ne bom ostal tega dolžen. Vsak državljan je lahko pokaže državljansko nepokorščino na x načinov. Drugega odgovora vam tule ne morem dati, ker zdravega razuma ni. Zdrava pamet govori proti temu, to je logično. V primerih, kakršne mi navajate, moram reči, da bi se že uradniki morali malo zamisliti, da je to pravično izvajanje zakona. Res pa je, da kot je zakon strogo zapisan, nimajo kaj dosti možnosti. Sam se čudim temu, da so že napisali tako zakon brez izjeme, pa tudi, da ga tako striktno izvajajo. Žal pa je država tako dosledna le, ko gre za male ljudi, ki jim kot kaže ne preostane drugega, kot da na sodišču izpodbijajo ustavnost zakona. To pa je v vsakem primeru dolgotrajen in zahteven postopek, ki si ga bodo že tako ali tako obubožani upokojenci težko privoščili.